Vas zanima, zakaj sta stola ob meni prazna? Tukaj z mano bi danes morala sedeti moja najdražja oče in mama. Mojega očeta in mame ni danes z mano, ker sta žal izgubila življenje v prometni nesreči leta 2022, ko je vinjeni voznik s preveliko brzino zapeljal na nasprotni vozni pas. Ena najhujših posledic prometne nesreče je ravno praznina, ki jo pusti odhod najbližjih, in pa seveda bolečina, ki jo ne more izbrisati nihče. Praznina, bolečina, ki prehaja tudi v fizično bolečino. Vsak dan, večkrat na dan, po 3 letih se še vedno spominjam te tragične nesreče, podoživljam jo, razmišljam, kako bi si jih želela še enkrat objeti in povedati, kako jih imam rada, kako sem jima hvaležna za vse in kako jo neizmerno pogrešamo. Najhujši so prazniki, rojstni dnevi, ko bi morala biti zraven, pa ju ni med nama. Takrat še bolj občutim to ogromno praznino. Nekomu, ki je pravkar izgubil bližnjega, bi svetovala, naj ostane močen, naj se trudi živeti naprej, zaradi tega, ker bi njegovi bližnji tako želeli. Ne bi nikoli želeli, da je žalosten, da se utaplja v žalosti, ampak da živi naprej polno življenje, čeprav je težko. Voznikom, ki vozijo prehitro in ne upoštevajo predpisov, bi svetovala, naj se soočijo z žrtvami prometnih nesreč, s svojci, ki so izgubili svoje najdražje v nesrečah. Naj pogledajo, naj vidijo, kakšne grozljive posledice ima lahko prehitra vožnja, nepremišljen trenutek in koliko življenj je uničenih za vedno. Bodi odgovoren voznik, ne slaba statistika, spoštuj omejitve hitrosti.